Ja, še enkrat lep pozdrav iz Sežane. Stadion Rajko Štolpa se pripravlja na začetek 22. kroga prve lige Telemach. Odpirata ga torej Tabor in Celje. Miha in Dejan sta dodobra že nekako napovedala današnji obračun. Mi pa bomo seveda zdaj bolj detaljno pogledali predvsem nogometne stvari. S pustom se danes prav veliko vendarle ne bomo ukvarjali. Stanković, Kompan Breznik se odpira po levi strani, kjer ima ogromno prostora. Za njim je še Bobičanec, to da Kompan Breznik nadaljuje z akcijo Šušnjara! 5 gola. Popovič se je nastavil žogo na desnico. Popovič prek živega zidu in gol! 1-0 za Celjane. Opozarjal sem na to, kako nevaren je ob takšnih situacijah Denis Popovič in potem, ko Celjani sicer niso ne vem kako navdihujoče odprli tele tekme. Preko vaših zvočnikov, Popovič zdaj proti Bobičancu. Bobičanec! Brani Koprivec, še priložnost za Celjane. Na levi strani obrambe. Senek. Žoga, Senc. Uspel je odbiti, to da samo do Kuao. Obradoviću je žoga ušla in gol. 1-1. Saša Boris Marasović. 21. minuta in vse se začenja znova. Serija napak celjske obrambe je pripeljala do tega zadetka Tabora. Dejal sem, predložek v kazenski prostor, boril se je Vuklišević, ki zahteva igro z roko in 11 metrovko, pa potem Karničnik uspešnejši od Marasovića. To je Kuemesi v kazenski prostor, priložnost za Celjane, vratnica in ostaja pri 1-1. Popovič zadev za vodstvo Celja za 1-0. Znova Popovič, zdaj Senc z glavo, prečka in gol! 2-1 za Celjane. Zdelo se je, da je tale žoga prečkala meje igrišča. Toda tam jo je pričakal Mark Zabukovnik in Celjani vodijo z 2-1, zmeda v obrambi Tabora in darilo za Grope. Breznik, Stanković, znova lepa kombinacija po levi strani, tu je Jakoslav Stanković, Nzengue, ni prostora za strel, pa Iskaje, Obradović dobro postavljen. Zeljković zelo odločno, Nabil Kali, Iskaje ima dovolj prostora na desni, našel ga je zdaj Vatovec, Iskaje, prostor proti Zeljkoviću, ki je padel v Karničniku in 11 metrovka. Rumeni karton za Karničnika, pa je precej hitra reakcija, bom dejal, Boža Kundiča. Se mi zdelo. Priški ali Obradović, Priški! 2-2, 89. minuta se je začela, ko je Tabor znova izenačil in vse kaže na delitev točke na stadionu Rajka Štolpe. Po koncu tekme v moji družbi Dušan Kosič. Dušan, še ena tekma, na kateri imamo občutek, da je bila Sežana energetsko prava. To je tisto, kar ste morda včasih nekoliko pogrešali v prvem delu sezone. Danes pa ste bili, kar je najbolj pomembno verjetno za vas, nagrajeni tudi z rezultatom. Kako bi ocenili predstavo svoje ekipe? Bili smo disciplinirani, tako kot smo se zmenili. V enih momentih smo preveč pustili Celju njihovo igro, kjer so imeli preveč prostora. Dobili smo dva, bi rekel, poceni gola in potem smo se mogli vračati, ampak je ekipa odlično odreagirala. Dobra tekma, veliko energije, tako da si želimo samo nadaljevati po tej poti. 4 točke po 2 tekmah, verjetno odlična popotnica za gostovanje v Murski Soboti. Ja, super. Vsaka točka nam je dragocena.
sploh pa ta energija, ki trenutno vlada med nami, se veselimo vsakega naslednjega treninga. Najlepša hvala, Sreč. Po koncu tekme je v moji družbi trener Celja Roman Filipčuk in njegov pomočnik Darjan Matić. Tekma, na kateri se je veliko dogajalo, veliko se je igralo, kot pravimo, gor in dol, veliko je bilo priložnosti, na koncu pa verjetno vi tisti, ki ste manj zadovoljni z rezultatom. Игра, в которой много моментов было, игра пошла туда-сюда, темп хороший, но в конце, наверное, мы более недовольны, чем там. Конечно, мы недовольны, но футбол иногда нелогичен. Мы имели моменты, не забили, за это нас соперник наказал. Seveda smo nezadovольni in včasih je nogomet nelogičen. Imeli smo neke priložnosti, nismo zabili, zato nas je kaznoval nasprotnik. Hitro prihaja nova tekma. Kaj pa so morda tiste dobre stvari, ki jih boste z današnje tekme vzeli na obračun z Bravom, ter jasno, kaj bo potrebno popraviti? Скоро уже новая игра. Что с этой игры будем брать, что хорошего с этой игры будем брать на следующую игру с Браво. Ничего не будем брать, забудем и через полчаса и поедем домой готовиться к Браво. У нас есть проблемы, поэтому будем пытаться их как-то решать. Nič ne bomo z te tekme vzeli, čez pol ure pozabimo in se gremo domov pripravljati na Bravo. Imamo določene težave in jih bomo probali rešiti. Situacija v zaključku tekme 11 metrovka za Tabor, kako ste vi videli situacijo? Как видели пенальти. В повторе видели на телевизоре, что пенальти не было. Но это решение судьи, он принял, это его решение. Nekako na ponovitvi na televiziji smo videli, da nekako 11 metrovke ni bilo, ampak sodnik se je tako odločil in on je tako rešil. Najlepša hvala, Sreč. Po koncu tekme v moji družbi vezist Tabora Adrijan Zeljković, še ena pozitivna točka, kot je dejal trener Dušan Kosić, verjetno bi pred tekmo kar podpisali rezultat 2-2, sploh zato, ker ste bili na koncu povsem enakovredni Celjanom. Ja, sigurno. Hvala za čestitke. Mislim, da smo danes pač dobro garali za to točko. Uspelo nam je odigrati disciplinirano tekmo. Sicer smo prejeli 2 gola, ampak pokazali smo karakter, po obeh smo se uspešno vrnili. Kaj je nekako drugače, kar se tiče energije v ekipi v primerjavi s tistim prvim delom sezone? Res se zdi, da delujete precej bolje, precej bolj motivirano in to na koncu koncev kaže tudi rezultat? Mislim, da so se neke stvari znotraj kluba, znotraj kadra dosti izboljšale. Uspeli smo izločiti nekako negativno energijo in to pol prenašamo na igrišče. Najlepša hvala, Sreč. Hvala. Po koncu tekme v moji družbi Mark Zabukovnik, čestitke za prvi zadetek v majici Celja, ampak verjetno bi bilo lepše, če bi prišel ob zmagi, kaj ne? Ja, res je. Zelo smo razočarani. Mislim, na težki tekmi danes smo si 2-krat ustvarjali v bistvu prednost pred nasprotnikom in 2-krat smo prejeli pocen zadetek, tako da nimamo kaj, no. Gremo dalje, ampak mislim, da bi mogli danes odnesti več. Nekako se zdi, da predvsem energetsko je bila danes Sežana celo boljša od Celja, kje nekako vi vidite razloge? Težko bi se tukaj strinjal z vami. Bila je, mislim, da dosti razgibana tekma. Igrali se v eno in v drugo smer. Igrišče ni bilo glih v najboljšem stanju, tako da se ni dopuščalo neke lepe igre po tleh. Ampak, tako kot sem prej rekel, glede na ustvarjene priložnosti, mislim, da smo si danes zaslužili več, ampak krivi smo si pa sami. Najlepša hvala, Sreč. Hvala.